Nova sezona, nov nedeljski termin primerne oddaje in še več novosti z področja mobilnosti. In novi testi Volkswagen ID. Buzz, Toyota Prius, Lexus RZ in Mercedes-Benz EQE. Pa drugačen pogled na nova goriva. Ja, tokrat s kota, ki je bil večinoma prezrt. Pozdravljeni v avtomobilnosti. V novo sezono vstopamo super na elektreni in tako povsem v duhu aktualnih vprašanj in dogajanj. Gledalke in gledalci avtomobilnosti, verjetno niste bili presenečeni nad odločitvijo, kaj se bo z Evropo in Slovenijo, kar se mobilnosti tiče, dogajalo do leta 2035 in naprej, saj vas v sklopu oddaje Avtomobilnost že počasi navajamo, da postajamo malo manj ogljično odtisna družba. Zato električnim avtomobilom v avtomobilnosti že nekaj časa ne posvečamo posebne pozornosti. Testiramo in predstavljamo jih tako kot vse ostale avtomobile. Samo nekaj več pozornosti damo na čas polnjenja in domet, ker je to pač njihova posebnost. In ker se s tem pri klasičnih avtomobilih roko na srce ni treba ukvarjati. Še ne ukvarjamo, pri električnih pa še kar. Danes bomo predstavili nekaj novih električnih modelov, ki prihajajo, in pa dva hibrida, ki pa sta nekoliko drugačna, ker tudi pri hibridih sta svetova vsaj dva. Podoba tega avtomobila je tisto, kar pritegne pozornost. Vemo, da avtomobile še vedno v prvi vrsti kupujejo naše oči in v tem primeru je očitno Volkswagen vsaj na prvi stopnički zadev točno v sredino tarče. Zgledoval se je po Bulliju, torej legendarnem kombiju T1. No pa zavrtimo čas za več kot pol stoletja. Dejstvo pa je, da se je na tem avtu gradila cela Evropa. Se pravi, tistega leta, pač, ko je ta avto prišel ven, narisali so ga Nizozemci, je bil, bom rekel, neki pionir prevozništva te kategorije. Bil je pa avto dosti enostaven, vsak je lahko popravil, ogromno jih je bilo v Ameriki, mislim, da celo največ. Tisti, ki je mogoče rojen v tem desetletju, ko so ta avto delali, je bil mogoče spočet v takem avtu. In jaz se točem v tem desetletju rojen tudi. T1 je tekom desetletij postal prava pop ikona in je danes eden najbolj zaželenih starodobnikov. Ampak, če je tega še poganjal šibek in ropotajoč bokser, ima Bulli z letnico 2023 drugačen, povsem tih karakter. Pogonski sklop Buzza je povsem podoben tistemu v modelih ID.3 in ID.4. In tako imamo na voljo pogon na zadnji kolesni par ter baterijo z uporabno kapaciteto 77 kWh. V zimskih razmerah na našem testu smo večinoma vozili s povprečno porabo energije malo pod 30 kWh na 100 prevoženih kilometrov. In to pomeni, da bo električni doseg znašal med 250 in 300 km z enim polnjenjem. A to porabo bo glede na naše izkušnje, ko bodo temperature bolj prijazne, mogoče vsaj nekoliko znižati. Predvidevamo, in tako so nam zatrdili tudi pri Volkswagenu, da bi se s tem kombijem lahko vozili s porabo okoli 25 kWh na 100 prevoženih kilometrov. Ravno pomanjkanje raznolikosti in karakterja je ena tistih bolj dolgočasnih točk električnih avtomobilov. No in zato se vse več avtomobilskih proizvajalcev poslužuje obujanja značilnosti svojih legendarnih modelov. Kamorkoli grem, bom rekel, je prva pozornost je ta avto. In tudi, če se peljem počas, ker hitro ne grem, nihče ne trobi, vsi opozujejo, potrobijo, kjerkoli pač je kje objavljen, lajkajo, tako da je legenda in jaz mislim, da ta avto ne bomo nikoli konkurence. Ampak Buzz se ne naslanja le na zgodovino. Prav ta avtomobil je dober primer, kako lahko oblikovalci z domiselnimi detajli začinijo podobo avtomobila. Čeprav gre v osnovi za oglad potniški kombi, smo tu priča detajlom, ki bi jih morda našli na kakšnem nišnem športnem kupeju. In ta privlačna podoba ni vidna le od zunaj, ampak tudi takrat, ko vstopimo v potniško kabino.
Po našem mnenju gre verjetno kar za najbolj domiselno oblikovano notranjost, ki so jo kdajkoli predstavili pri Volkswagenu. Volanski obroč in pa tale majhen zaslon, ki je pritrjen na ta volanski obroč, že poznamo iz ostalih električnih Volkswagenov. No, edina novost je nov vrtljivi gumb za izbiro prestav, ki se ne nahaja več neposredno ob zaslonu, ampak ima sedaj ločeno ročico in tako je vozniku vselej bolj pri roki. V primeru ID. Buzza gre torej za preplet domiselnega dizajna in pa številnih praktičnih rešitev. Recimo odlagalnih mest je resnično v izobilju in prav to je tisto, kar si v avtomobilu te vrste želimo. Tukaj zadaj je res ogromno prostora. Kabina je svetla, potniki pa imajo na voljo tudi takšno priročno mizico, žepa za odlaganje drobnarij in pa vtičnico za polnjenje telefonov. Še bolj pestro pa je zadaj, kamor bomo naložili prtljago. No, ni rečeno, da čisto vedno samo prtljago. Tale ID. Buzz je 5-sedežnik, zato imamo tukaj zadaj razmeroma razkošen prostor, ki ga lahko po želji prilagajamo. Na voljo imamo različna pritrdišča, no da nam stvari ne bežijo naokoli, pa jih lahko pričvrstimo tudi s pomočjo tehle priročnih pregrad. No, lahko pa tudi zložimo zadnjo klop in tako tukaj zadaj dobimo dolgo, ravno površino. No, ta dolga, ravna površina je dolga skoraj 2 metra in na ta način kar kliče, da tukaj zadaj položimo še kakšno udobno blazino in tako Buzza spremenimo v mali avtodom. ID. Buzz se zdi na prvi pogled kot nalašč za road tripe, a seveda bodo takšne poti za zdaj še zahtevale nekaj kompromisov. Ampak dejstvo je, da je bil nedavno na ravni EU sprejet sklep, ki je odredil konec prodaje dizlov in bencinarjev že z letom 2035. In tako je ID. Buzz prvi avtomobil svoje vrste, ki ponuja tako privlačen paket, ko govorimo o njegovi uporabnosti, pa tudi o atraktivnosti, oziroma, če hočete, zvrhani meri karakterja. Verjetno se nas večina niti ne zaveda, v kako prelomnem času živimo. Marsikaj, kar je bilo dobro še leta nazaj, je zdaj nesprejemljivo ali celo škodljivo. Posledično se spreminja način življenja, spreminjajo se naše življenjske navade, tudi tiste, za katere smo sicer mislili, da se nikoli ne bodo, in spreminja se avtomobilska industrija. Še nedolgo nazaj so pri Toyoti in Lexusu zatrjevali, da je njihova prihodnost zgolj hibridna, zdaj pa je poleg priključnih hibridov tudi popolnoma električna. Japonci sicer pravijo, da ne zgolj zato, ker je to trenutni trend, ampak predvsem zato, ker jih skrbi za naravo in naš planet. Kaj je res in kaj ne, pravzaprav zdaj niti ni najbolj pomembno. Bolj pomembno je to, da je RZ prvi namensko električni Lexus, hkrati pa v avtomobilski svet prinaša kar nekaj novosti. So with the new AZ, we are introducing 3 innovations from a technology perspective that will really help customers. The first one is that one in front of me. It's called One Motion Grip, and it's a steer-by-wire system, which means that you don't have any mechanical connection anymore between the steering device and the wheels. It's all electronic. Of course, the system is completely safe. There is completely redundant system, so if you have one system failing, there's a second one ready to take over. This system goes with this type of steering wheel. It's called a yoke steering wheel. The big benefit is that you don't have to do anymore the big movements if you need to do a U-turn or big movements. It's only enough to do 150 degrees left or 150 degrees right to do a full U-turn. Extremely convenient system that we think will be very important for customers. It will be introduced in 2025, so we are almost ready to bring it to market. Then the second technology, which is coming to the RZ already from market introduction, is called the radiant heater. It's a system which is very energy efficient. It will work for the driver and the front passenger. They will have basically a feeling of having like a warm blanket around their knees. You have a heater here in front of the driver beneath the steering wheel and another one in front of the passenger.
And this is extremely energy efficient. Instead of heating the whole cabin, you just heat this zone, very comfortable and much less energy. And the third one is called the dimmable panoramic roof. So it's above me. You have a very big panoramic roof, very nice to see the sunshine and to see the sky. But sometimes you want a bit of shadow. And this panoramic roof is dimmable. So with just one touch of a button, it comes from transparent to opaque. And now you are protected against the sunshine. Very convenient feature as well. It's also giving you more headspace. You don't need a cover inside the cabin, so you have more headspace in the cabin as well. Another benefit of this system. Nova platforma za električna vozila je seveda enaka Toyotini, vseeno pa pri Lexusu izpostavljajo, da so uporabljeni posebni pristopi, kot so denimo lasersko varjenje pragov in ojačitev spojev za zmanjšanje ali preprečitev deformacije. Hkrati so se trudili zmanjšati težo materialom, ki so višje v vozilu, da bi zagotovili nizko težišče in ublažili nagibanje karoserije. Dodatno so odprtine v vogalih zadnjih vrat na notranji strani zapolnili s posebno trdo peno, ki še izdatno zmanjša hrup in vibracije. V praksi se nad vožnjo res ne gre pritoževati. RZ sicer ni športnik na ravni Tesle, je pa, vsaj po kratki vožnji sodeč, veliko bolj varčen z baterijo kot sestrska Toyota BZ4X. A za končno oceno bo potrebno še kaj več kot nekaj urna vožnja. RZ je serijsko opremljen z 11 kW polnilnikom. Napajanje s trifaznim tokom bo trajalo dobrih 6 ur, z enofaznim približno 10 ur, na hitri polnilnici pa je napajanje mogoče z močjo 150 kW, kar pomeni, da je za 80% napolnjenost potrebnih približno 30 minut. Sicer pa je tudi RZ pravi Lexus. Z obliko ne izstopa v napačno smer, hkrati v notranjosti z materiali in ponudbo ponuja udobje in ugodje na ravni ostalih Lexusovih modelov. Je na mestu Sebastjanovo vprašanje, ali je potrebno ponovno izumljati volan, kolo, toplo vodo, ampak uporabniku je treba vedno ponuditi nekaj novega. Ne vem, če je res treba bilo ponuditi nov volan, ampak kot je rekel Sebastian, tukaj v primeru Lexusa je tehnološko tako dovršen, da se v resnici uporablja kot volan, ki ga poznamo, in ima torej več možnosti, da se prikupi kupcem. Pri Tesli, ko so šli nazaj na normalen volan, morda tudi zato, da so lahko uporabniki odložili roko med vožnjo? Ali pa ne, oni pravzaprav sploh ne držijo volana. Res je. Ja. No, torej, volan v roke v Tesli, Lexusu in vseh ostalih avtomobilih. Če je treba še enkrat povedati, 15:3. Danes novinar ob testu avtomobila, pa seveda tudi kupec ob nakupu avtomobila, ne prevzame le klasičnega fizičnega ključa, ampak tudi digitalni ključ. No, ne gre le za ključ, ampak za celovito mobilno aplikacijo, ki ponuja najrazličnejše možnosti. No, ena takšnih je tudi Mercedes Mi, ki jo preizkusimo tokrat. Aplikacija je vseskozi povezana z našim avtomobilom in tako omogoča dostop na daljavo. No, kot prvo lahko na primer zmanjša skrbi pozabljivcem. Na daljavo lahko namreč zaklepamo ali odklepamo vrata ter odpiramo ali zapiramo okna. Ali pa preverimo, če je zategnjena ročna zavora. Na daljavo lahko nadzorujemo tudi podatke, ki jih sicer ponujajo prikazi v avtomobilu. Na primer podatke potovalnega računalnika ali pa napolnjenost pnevmatik. In ne nazadnje, aplikacija nudi tudi prikaz lokacije avtomobila na zemljevidu. To bo na primer koristno, če avtomobil izgubite na kakšnem ogromnem parkirišču nakupovalnega centra ali pa, če želite v slogu velikega brata nadzorovati izposojo vozila. No, in slednje lahko v slogu carsharinga zelo preprosto naredite tudi brez fizične predaje ključa. Tega le preprosto odložite v sovoznikov predal, ga deaktivirate, nato pa drugemu uporabniku dodelite dostop do vozila prek aplikacije. Preden spoznamo naslednja dva električna avtomobila, ki pa nimata težav s polnjenjem elektrike, pa poglejmo še nekoliko drugačen pogled na energijo in čas po letu 2035.
the combustion engine will play a big role in the future, because at the moment we have 1 billion of cars with such an engine and we have 300 million trucks. And what we urgently need to do is to get this climate neutral. The point is not the new cars or the new trucks. The problem is all the cars and the trucks are there. Profesor Rademacher, s katerim smo govorili o obrobu trajnostne konference, govori o tem, da je že zgolj osebnih avtomobilov na svetu milijarda. Ti so tu in bodo tu še zelo dolgo časa. In še posebej dolgo bojo v revnih državah v razvoju. In to je naš skupni problem. Tako kot je skupen tudi zrak, ki ga dihamo. In če vemo, da večino elektrike na Zemlji pridobimo iz premoga, nafte in plina, je jasno, kakšno elektriko točimo v baterije. Zato je seveda nujno, da stopimo na pot pridobivanja zelene elektrike. Ampak, če hkrati obstaja morda pot, kako lahko pridemo do zelenega bencina, dizla in kerozina, to pot vsekakor velja resno premisliti. Ker avtomobili z notranjim izgorevanjem bojo tu še bistveno dlje od 2035. Verjetno še pol, če ne celo stoletje. Pozabil sem že, kako zelo prijeten je bil za voziti tale prvi Prius, kako zelo udoben je bil avtomobil in to sem se danes seveda spet spomnil, ko sem obnovil vtise s tem avtomobilom. Namreč ta avtomobil sem vozil prav na začetku moje novinarske kariere, to bil je moj prvi tak tehnološko poseben avtomobil. In v teh 25 letih se je Toyota seveda zelo veliko naučila o elektromotorjih, o baterijah, o nadzoru baterij in seveda lahko rečemo, da so danes hibridni motori postali mainstream, se pravi nekaj običajnega. Ampak tukaj pride na vrsto zelo zgovorna izjava. Osnovni koncept se ni spremenil, se pravi način povezave dveh elektromotorjev, od katerih en zaganja motor in služi kot alternator in drugi, ki je fiksno vezan na kolesa in je za pogon in regeneracijo pri zaviranju, vse to povezano z planetnim gonilom. Ta koncept se pravzaprav ni spremenil od prve generacije. Kar se je spremenilo precej pa je, da so vsi ti elementi vse bolj učinkoviti postali in vse manjši. Ne vem zdaj točno, ampak elektromotor, ta glavni je bil takole velik, zdaj pa takole velik. In je recimo 4-krat močnejši zdaj. To je v bistvu kar precejšnja revolucija. Revolucionarnost petega Priusa se še bolj kaže v bateriji. Prva je bila nikel metal hidridna in je zaradi tega že ima manjšo energijsko gostoto in je bila pač precejšnja in je tudi precej pojedla prostora prtljažniku. Sedanja baterija, to so pa zdaj plug-ini, ki imajo kapaciteto baterije 7-krat večjo in jasno, da so podobno veliki kot prej, ampak tukaj v peti generaciji recimo so jo uspeli tudi pod sedež spraviti. Četrta generacija ima po celi površini prtljažnika in je zaradi tega prtljažnik precej nižji. Da je baterija zdaj pod zadnjimi sedeži, to je res velik dosežek, pa ne zgolj zaradi prtljažnega prostora, še mnogo bolj zaradi voznih lastnosti. Da se Prius pelje mnogo bolje, kot smo bili vajeni doslej, namreč lahko potrdimo že po tej kratki uvodni vožnji. Po novem Prius res ni več izključno eko avtomobil, ponuja celo dinamično vožnjo. Hkrati pa je na bistveno višji nivo dvignil celo tisto, kar je že doslej ponujal v izobilju, torej udobje in sploh prijetnost vožnje. Vse to pa so lahko dosegli le z novo platformo, pravijo ji TNGA2, v prihodnjih letih jo bodo dobile tudi vse druge prihodnje Toyote. In čas je, da spoznamo glavnega inženirja, ki je svojo ekipo izpolnil to vizijo petega Priusa. プラットフォームを、最新のもの、第2世代の、プラットフォームを採用してます。そして合成、軽量化することによって走りに貢献するようなプラットフォームになってます。部品の組み付け方、そういったところを一つ一つ考えて合成をまず上げました。
でそれを、サスペンションを組み合わせることによってしっかりしたボディの中でサスペンションがしっかり動くような、そんな車に仕上がってます。Trdno ogrodje torej omogoča, da vzmetenje opravi svoje delo tako kot mora. In mimogrede, priključno hibridni Prius s svojo manjšo baterijo seveda ponuja številne prednosti v primerjavi z izključno baterijskimi električnimi avtomobili. V novodobni ekomobilnosti je namreč manj lahko tudi več. In to dokazuje tudi izkušnje dolgoletnega vsakodnevnega uporabnika Priusa, še posebej zgovorni so njegovi podatki, ki jih zbral s predhodnikom, s 4. Priusom plug-inom. In njegov primer številka 1 je varčnost v primerjavi s polnoelektričnimi avti. 7,7 kWh na 100 km pri prevozu od Medvod do službe, ne? Se pravi ta 16-kilometrska pot do Črnuč, 7,7. Drug primer je polnjenje. Dovolj je navadna šukov vtičnica, pa kljub temu velja, da če je avto plug-in, potem ima relativno majhno baterijo in se da vedno čez noč napolniti. Ena noč je že predolga za celo polnjenje. Tretji primer je povezan z obiski bencinskih črpalk. Joj, ne vem, 30, 40, 30 litrov po mojem. So zelo redki obiski, ponavadi, če grem na petrol, grem po kaj drugega, ne po bencin. Prius je zastavonoša hibridne tehnologije, prvi masovni hibrid in pa zelo uspešen model, saj je na voljo v več kot 70 državah sveta. Tudi v povsem tehničnem smislu je izjemen in je Toyoti prinesel ogromno novih patentov. Toyota je pa tovara, ki ima največ patentov med avtomobilskimi tovarnami. Mimogrede, tudi med električnimi avtomobili, čeprav v ta električni svet niso vstopili najbolj navdušeni. Ja, že na samem začetku so rekli, da ta preskok na 100% električne avtomobile ni najbolj produktiven, ampak vseeno pa še vztrajajo pri proizvodnji hibridov, zato ker ni na svetu samo Evropa, ampak so tudi druge celine, ki tudi podpirajo to tehnologijo. Zelo bo ostajajo pri hibridih, ampak svet hibridov ni samo en, predstavljamo nekoliko drugačnega, Nissanovega. Dobrodošli v Andori, kjer imajo sneg tudi takrat, ko se v dolini že sprehaja samo v puloverjih. Namreč smo na 2370 metrih nadmorske višine na najvišje ležečem dirkališču na svetu. Prav zaradi te višine ima lahko svojo površino prekrito z ledom oziroma snegom vso mrzlo polovica leta. Je pa seveda kar precej kratko, ampak kot vidite, ima zelo veliko ovinkov. In na teh ovinkih res lahko vozniki pokažejo, iz kakšnega testa so. In mimogrede vam lahko povem, da prav na tem dirkališču je svojo upokojitev tako proslavljal tudi sloviti dirkač Alain Prost. Potem, ko se je že upokojil v Formuli 1, je prišel sem, pa je tukaj nabral še nekaj naslovov svetovnega prvaka v prvenstvu Andros Trophy. No, ampak danes mi tukaj res nismo zato, da bomo preverili moje vozniške veščine, ampak da bomo preverili, koliko boljši je električni štirikolesni pogon. 10.000-krat boljši je Nissanov e-Force pogon v primerjavi s klasičnimi mehanskimi 4x4 pogoni. Kaj pomeni ta 10.000-krat boljši pogon? In usual all-wheel drive system, it takes quite a lot of time for engine, then transmission, then torque shaft to distribute the torque and power to the rear axle, then to activate the all-wheel drive system. It takes quite a lot of time. Usually it's several seconds, 1 or 2 seconds, but e-Force has no shaft, no transmission, everything is perfectly fitted with electric wires and the response is super instantaneous. This means once you need it, you will receive a powerful response, super silent and super seamless and smooth. Poglejmo pa še eno prednost električnega štirikolesnega pogona. Če imamo spredaj nameščen motor in pa želimo z njim poganjati tudi zadnji kolesni par, to pomeni, da moramo nekako mehansko spraviti energijo sprednjega motorja na zadnja kolesa. Se pravi, da moramo uporabljati neke mehanske zglobe. In to seveda zavzame nekaj prostora v kabini. Ponavadi imajo s tem težave tisti, ki sedijo na zadnjih sedežih, še posebej tisti, ki sedi na sredini. No, če pa imamo zadaj nameščen ekstra elektromotor, ki potem poganja zadnja kolesa, potem te dve osi, se pravi oba dva motorja spredaj in pa zadaj, povežemo z žicami, s kabli.
Štirikolesni pogon prek žic Nissan ponuja v dveh modelih, v 100% električni Arii, pa tudi v X-Trailu e-Power. Torej v še enem družinskem avtu, ki vozi na elektriko, ampak na nekoliko samosvoj, poseben način. Čas je razlagal. Če ima avtomobil dva motorja, ponavadi govorimo o hibridnem avtomobilu. Ampak mogoče bi danes na tem mestu bilo zaločiti, da govorimo enkrat o hibridnem avtomobilu, drugič pa o hibridnem pogonu. Namreč, ponavadi pri hibridnih avtomobilih s hibridnim pogonom govorimo o tem, da imamo dva motorja, se pravi, najprej imamo bencinski motor in pa imamo tudi elektromotor in seveda imamo kolesa. No in zdaj na avtocesti ponavadi kolesa poganja bencinski motor, ko pa se recimo vozimo umirjeno po mestu, takrat pa seveda pride na vrsto elektromotor. Zdaj, če od avtomobila zahtevamo bistveno boljše zmogljivosti, potem kolesa poganjata oba motorja hkrati, ko pa recimo nimamo obremenitev ali pa se spuščamo po klancu navzdol, takrat kolesa polnijo baterije, ki jih potem uporablja elektromotor. In seveda, če te energije zmanjkuje, potem tudi bencinski motor polni baterije za elektromotor. In seveda, ker oba dva motorja poganjata kolesa, se pravi, govorimo o hibridnem pogonu. Zdaj, ta Nissan Qashqai e-Power ima prav tako dva motorja bencinskega in električnega, kolesa pa poganja samo elektromotor. Bencinski motor vselej polni samo baterije. Zagotovo vas zdaj zanima, kako to poteka v praksi. Vabimo vas, da poskenirate QR kodo in pogledate zgodbo na rtvslo.si. Lahko rečemo, da so ambiciozno zastavljene strategije in visoko postavljeni cilji na mestu, če si želimo vsaj nekoliko bolj aktivno podati na pot nizkoogljične družbe. No, ampak smo pa uporabniki že kar hitro ugotovili, kdaj so preambiciozne te nastavitve. Tako pri šefih, kot tudi v politiki. Recimo ena od teh je bila, da bomo na slovenskih cestah imeli do leta 2030 kar 200 000 električnih vozil. To je čez 7 let, danes pa jih ni niti 10 000. No, ampak o vremenu pa kdaj drugič. No, o vremenu toliko. Dobro bi bilo, če postanemo pri vprašanjih trajnostne mobilnosti bistveno manj muhasti, kot je v zadnjem času muhasto vreme. No, mi bomo poskušali biti manj muhasti. Mi moramo biti manj muhasti. Sploh nismo muhasti. In bomo z vami spet v nedeljo zvečer na drugem, ali če nas gledate v ponovitvi, ali morda prek zamika, ter nas najdete tudi na YouTubeu, Instagramu, Facebooku in Twitterju. Srečno!